Ponovno pozdravljeni. V oddaji Infokus gostimo nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča. Zdaj, če se ostavimo še pri dvigu DDV-ja, oziroma v tem v bistvu danes pač kandidat za finančnega ministra ni bil eksplicitno jasno, ali bo šel v dvig DDV-ja, ali to sploh, mislim, tudi če bi recimo za 1 stopnjo ali pa 2 povečali DDV, a to sploh reši, mislim, lahko reši problem, ki ga ima trenutno, ki ga bo imela v prihodnjih mesecih Slovenija v bistvu, ne? Mislim, da je dobro, da si je tukaj vzel čas za premislek. Dvig davka ravno tako zmanjša povpraševanje kot recimo varčevanje pri izdatkih. Tako da vsaj neke iluzije ne smemo imeti, da bi bil dvig DDV-ja kaj manj škodljiv za recimo gospodarsko rast, kot je zniževanje izdatkov države. S tem, da je zniževanje izdatkov upravičeno v tistih segmentih, kjer imamo seveda še vedno prevelik javni sektor. Tako da se mi zdi v redu, da se je vzel čas za premislek. Treba bo seveda popraviti, razmisliti tudi o popravku tega zakona, ki je nek avtomatičen dvig predvidel za naslednje leto. Zaradi tega, ker so enostavno gospodarske razmere bistveno slabše in seveda dokler ti bruto domači proizvod upada, jaz pravzaprav ne bi razmišljal več o nobenih dvigih davkov, ne? Ker mislim, da smo tam naredili lani, kar se je dalo, smo kar agresivno zviševali trošarine, tudi nekaj novih davkov uvedli, recimo na finančne storitve, pa še kakšnega, ne. Mislim, da je zdaj počasi čas, da rečemo, ok, ne, zdaj ne se pa gospodarstvo pobere, pač blagajna državna, ne se pa proba prilagoditi temu, kar se zmore. To se pravi, zdaj, koliko smo v bistvu iz tega bolj splošne predstavitve videli, mislim, je skeptičen minister do prodaje deležev v državnih podjetjih, ne, v bistvu to pa je problem, v bistvu, ne, če verjetno se bo moralo nekaj prodati v bistvu v teh. Ja, meni je bilo simpatičen tisti del njegovega razmišljanja, ker je rekel, če bomo že dokapitalizirali podjetja, da je to napovedal, da bomo dokapitalizirali, ko je rekel, ampak dajmo to financirati s privatizacijo, ne. Ja. Zdaj, tudi dokapitalizacijo bank bi bilo najbolje financirati tako, da se nekaj drugega proda, ker je to povsem normalno. Če imaš 2 hiši, pa rabiš eno popraviti, ne boš mogoče tisto, ki je manj vredna, ali pa pač neko, ki jo lahko prodaš, prodal in uredil tisto drugo, a ne. Ampak zdaj ne vem pa kaj, seveda vemo pa, da bo v koaliciji veliko nasprotovanja temu, koalicijska pogodba govori o prodaji enega podjetja, tako tega ni mogoče početi, ne. Lani je bilo kar nekaj interesa izražene, seveda so pa interesi izraženi za tista podjetja, ki so najboljša v tem trenutku, Telekom, Zavarovalnica Triglav, tudi kakšna druga, ne, kjer ima nekdo nek pač interes podjetje razvijati in je seveda logično, prodajaš v 2 primerih, prodajaš takrat, ko je vrednost nečesa na vrhuncu, pa želiš to unovčiti, ali pa takrat, ko ti enostavno zmanjka sredstvo in moraš prodajati, ne. Tudi, če bomo zaprosili za pomoč, recimo, ne. Bojo določili spisek podjetij, ki... Tudi, seveda, ne, v Grčiji se je zgodilo isto. Oni morajo prodajati, privatizirati in s tem zmanjševati javni dolg, ne. Nihče ne bo razumel tega, da želimo ohraniti neko premoženje, hkrati pa prosimo za neko pomoč. Mi smo v svoji lastni državi to isto naredili, ne, kar je Svetlik spremenil zakon o socialnem varstvu, pač ljudje, ki imajo premoženje, dobijo manj socialne pomoči, a ne. In enako bi morali države razmišljati, zakaj zmanjšujemo, zakaj bi samo zmanjševali plače javnim uslužbencem, pa zmanjševali socialne transfere, pokojnine, zraven pa sedeli na nekem premoženju, ki bi ga lahko unovčili in s tem seveda pokrili en del teh stroškov krize. Je to tista točka, mislim, zdaj imam v glavi še te demonstracije, pa vse, kar se je dogajalo, v bistvu, ne, okoliščine, v bistvu, ki so pripeljale pravzaprav do padca te vlade. Je to tista točka, na kateri je ena od tistih strateških zadev, na kateri se zalomila zadeva, v bistvu, ne, ali prodati določene stvari, ali ne prodati, oziroma ali v bistvu kontrolirati preko deleže posameznih. A so to bile tiste točke, na katerih se je zalomila stvar, mislim, v ozadju, ne, zdaj v ospredju so bile druge stvari, ampak v ozadju je bilo dostikrat rečeno, da je
pač sanacija bank in slaba banka in iskanje krivcev za kredite, da je to v bistvu bil tisti razlog, zaradi katerih je potem prišlo do izglasovanja nezaupnice in te zadeve. Kakšen občutek ste imeli vi, ko ste vendarle od znotraj gledali zadevo? Pa še druga stvar me zanima, dostikrat je bilo v teh pogovorih zdaj, ki smo jih poslušali, da ste pravzaprav da ste vi vodili in finančno politiko, da ste imeli veliko avtonomijo pri tem, pa tudi na nek način gospodarsko politiko, ne, da je bil vendarle moč je bila skoncentrirana pri vas, se to drži ali ne, ali v bistvu to me je vedno zanimalo, kakšne so bili tu, ali ste imeli proste roke, v bistvu, mislim, predvsem kar se tiče vladajoče stranke SDS ali pa predsednika vlade, kako je v bistvu, ali se to precenjuje, ali je res bila ta moč skoncentrirana pri vas? S predsednikom vlade sem imela zelo podoben pogled na to, kakšne ukrepe Slovenija potrebuje in zato so lahko pri izvajanju teh ukrepov dobro sodelovala. To se je tudi čutilo v podpori v državnem zboru, ki je bila vedno enotna strani vseh koalicijskih strank. In tudi druge, to je zelo pomembno, druge stranke, seveda Državljanska lista vsekakor, ampak tudi druge stranke v vladi so podpirale, se spomnim, kadarkoli sem predstavljal predloge proračuna, se je vedno prvi oglasil minister za gospodarstvo iz SLS-a, gospod Žerjav, in takoj podprl še tako pogumno predlagane reze v izdatke. Se pravi, smo dejansko vsi razmišljali enako in zato je bilo to tudi možno speljati, ne. Zdaj, meni je žal, da se je ta politična dimenzija nekaterih ukrepov preveč poudarjala. Mislim, da je bila ideja slabe banke v resnici narejena škoda s tem, ko se jo je skušalo zagovarjati tudi s tem vidikom, da nekdo je pa noče, zato ker se bo odpiralo neke mape. Mislim, da je bil to sicer morda za volivce SDS-a zelo dober argument, ni pa dober argument za javnost in ni dober argument seveda za drugi del parlamenta. Če ste danes poslušali gospoda Čuferja, on si je vzel 10 minut, da je o tem govoril. On je najprej, ko je govoril o slabi banki, šel na to. Ne? In jaz zaupanje, nisem, ne, to, da se naredi slabo banko, je nekaj, kar smo najprej na Ministrstvu za finance predlagali, potem, ko smo vse različne možnosti preučili in jih ocenili z vidika razmer, kot smo jih spoznali, da so v slovenskem sistemu. In je v bistvu to ta politični vidik bil potem preveč poudarjen in je v bistvu dejansko naredil škodo temu projektu, ne. Zdaj, tudi moram reči, da seveda vsaj za Državljansko listo in tudi za seveda SLS lahko rečem, da je bila ta odločitev, da se iz vlade gre zaradi poročila protikorupcijske komisije iskrena in da je bila narejena predvsem zaradi tega, ne. Zdaj, to, da se pa potem tako zlahka gre v neko vlado, ki pač enostavno očitno bo delala različne stvari, ne, in se bo kar nekaj časa še lovila, kakšno politiko voditi na tem finančnem področju, je pa tisto, kar sem pa jaz menil, da ne bi smeli narediti. Vi ste predlagali, da je boljše, da se gre na predčasne volitve, pa da se v bistvu, pač enostavno dobi novo vlado. Jaz sem najprej pač menil, ne, in tako smo tudi skušali ravnati, da če smo šli iz ene koalicije, da je naša odgovornost, da skušamo sodelovati pri iskanju rešitve za politično krizo, ki smo jo s tem seveda sprožili, če že nismo povzročili, smo jo pa sprožili, ne. In seveda pa je bila moja ideja, da moramo izhajati iz programa koalicije, v kateri smo bili, skušati tukaj imeti čim več strank sabo, zlasti rekli smo temu trojček, ampak pomemben je bil predvsem SLS. Takrat, ko so oni pač to odločitev sporočili, da ne bodo sodelovali in ko tudi postalo jasno, da se v Pozitivni Sloveniji izjemno zavlačuje z odstopom Zorana Jankovića, sem pa začel zagovarjati tisto edino logično pot, ki je še ostala, to se pravi, da povemo, da v vlado ne gremo in začnemo vlagati, ne, neke predloge, s katerimi bi lahko državo pripeljali do volitev. Možno bi bilo spremeniti zakon o vladi. Nekateri pravniki sicer menijo, da je to na robu ustavnosti, ampak bi pa veljalo poskusiti. V situaciji, kot je danes, če danes ne bi oblikovali vlade, bi bilo prav gotovo možno zbrati tudi glasove za spremembo ustave, ki bi na drugačen način uredila predčasne volitve. Svoje cela vrsta je bila teh pravnih mehanizmov, ki sem jaz predlagal s kolegom Pličaničem. Meni je žal, da danes gospod Virant govori o tem, da sem želel podaljševati mandat Janševe vlade do leta 2015. To nikoli ni bil moj predlog, jaz sem samo predlagal, da skušamo kot Državljanska lista
dajati predloge, ki bi omogočili, da pridemo do volitev, da zelo jasno povemo, da ne bomo do takrat v nobeni koaliciji in s tem tudi ustvarimo pritisk na ostale v politiki, da bi na koncu morali volitve sprejeti kot neko pravzaprav edino opcijo, lahko z nekim odloženim rokom zaradi mene, ampak kot tisto, kar bi bilo na koncu edino možno. Če pa smo pripravljeni iti v vsako vlado, potem pa seveda takšnega pritiska ne moremo izvajati. Zdaj, če gledamo, vi ste odstopili kot podpredsednik Državljanske liste, ampak vendarle ste pa rekli, ne bom v bistvu izstopil, nekateri so špekulirali, da boste odstopili iz stranke, ampak ste se odločili, da boste ostali v stranki, verjetno boste videli tudi, kako se bo v bistvu ta situacija razpletala, pravzaprav, kjer v smer v bistvu, ne, vam... Jaz v Državljansko listo nisem stopil zaradi Gregorja Viranta in zato on tudi ne more biti razlog, da bi iz nje izstopil. Državljansko listo smo začeli malo večja skupina ljudi. V času pred volitvami je bilo zelo veliko pozitivne energije, danes imamo tudi 1000 članov, marsikdo od njih se strinja tudi z mojimi stališči in kot sem rekel, še vedno to stranka, v kateri je največ ljudi, ki delijo podobne vrednote kot jaz. Seveda pa ne morem, zato ni razloga, da bi iz nje izstopal, tudi ni nobene druge stranke, v katero bi šel raje. Seveda pa ne morem sodelovati pri vodenju stranke, če se z njenimi nekimi temeljnimi odločitvami v zadnjem času ne strinjam. Zdaj, mislim, ne vem, verjetno poznate vse špekulacije, ki so se v javnosti pojavljale od tega, da boste ustanovili svojo stranko. Ena od teh pa, da bi pravzaprav vi bili najboljša opcija, da bi prevzeli SDS stranko, ker se tudi nekaj, zdaj govorimo o špekulacijah, ki pač slišim, da naj bi se Janez Janša spomladi umaknil iz politike in prepustil nekomu drugemu v bistvu vodene stranke. Tudi te špekulacije so bile v obtoku, ne vem, kako jih komentirate v bistvu. Špekulacije so pač neka zadeva za kratek čas, ne mogoče za debato po pivu, ne pa nekaj, kar bi lahko resno komentirali. Vse pa po svoje vesel, ne, zato ker se povezavi z nekom pojavljajo neke špekulacije, pomeni, da je še nekako zanimiv za politiko pa za javnost. Ne. To je tako, kot če se za neko filmsko igralko ne bi noben več vprašal, kdo je njen zadnji ljubimec, pa je morda noseča, je verjetno konec njene kariere. Zdaj, mogoče ta scenarij pa ni bil mogoč, ne, v bistvu toga pa SDS tudi ni dovolil, da bi recimo, kaj jaz vem, ali vi ali kdorkoli drugi bil prevzel tisto vlado, ki je pač takrat, ko se je pojavil ta problem za to protikorupcijsko komisijo, v bistvu iz tega, ta scenarij ni bil mogoč, v bistvu. Ni bilo nekih resnih znakov, da bi se bilo možno pogovarjati o neki tako mestni rešitvi, ampak nepripravljenost za pogovor je bila na obeh straneh. Enostavno smo si znotraj koalicije vzeli premalo časa, da bi v miru razmislili, kaj so različne opcije, morda vendarle skušali najti nek dogovor. Če bi jih, bi verjetno lahko tudi drugačne rešitve. Zdaj, ne vem, a bi lahko, ne? Morda tudi ne. Poznamo tudi karakterje ključnih oseb v tej zgodbi na obeh straneh. Težek bi bil dogovor, ampak morali bi vsaj poskusiti in če bi poskusili videli, da se ne da, bi verjetno imeli boljši občutek na koncu vsi. Kako pa ocenjujete v bistvu zdaj, jutri bo pravzaprav potrjena ta vlada, hearingi oziroma zaslišanja ministrov so končani, vsi so dobili več ali manj v bistvu večinsko podporo, to se pravi, ampak vendarle, kako ocenjujete, kakšne možnosti ima ta vlada v bistvu, ne? In ali bo v bistvu lahko nek zagon gospodarstva, kot se dostikrat govori, ali lahko doseže nekaj v tem letu dni, ko naj bi ponovno preverjali zadeve zaupnico v parlamentu. Jaz bi si želel seveda, da bi našli pravi način ukrepanja, ker je bilo to za vse nas bolje, da se to zgodi. Vlada očitno bo imenovana. Sem prepričan, da vsaj do konca leta ne bo nekih resnih možnosti, da kakorkoli razpade, ker bi sicer vsi, ki so jo sestavljali, izpadli preveč neresni. Nekredibilni. Tako da ta vlada bo in bo morala delati in zdaj smo poslušali predstavitve, seveda kot rečeno, ljudje, ki pravzaprav čez noč postanejo ministri, verjetno marsikdo ni o tem prej razmišljal,
Težko takoj prijo s prepričljivim programom, važno je, kako hitro se bodo učili, kako hitro bodo znali reagirati na situacijo, tudi morda požreti kakšno od stvari, o katerih so danes govorili, pa seveda kako zelo kompetentne ekipe bodo zbrali okrog sebe, pa bodo hodili v službo ob 7 zjutraj, pa ostali tam do 10 zvečer ali ne. Vi ste v bistvu posvetili praktično cel čas ministrovanja. Drugače žal ni šlo, tudi meni bi bilo ljubše, če bi šlo drugače, tako kot je recimo počel moj predhodnik, ampak žal ne, to ni bilo mogoče in v takšni situaciji, kot jo imamo, je to edini način, da se stvari rešijo. Zdaj, verjetno, kot smo prej že omenila, največji fokus bo pač usmerjen v finančnega ministra in ministra za gospodarstvo, ne, v bistvu, ne, mislim, pravzaprav gospodarsko politiko te vlade, ne, v bistvu. Zdaj, ali lahko, dobro, špekulira se, nekaj bi lahko iz evropskih sredstev dobili denarja, samo to verjetno ni dovolj za nek Evropskih sredstev lahko dobimo toliko, kot je že pač predvideno v proračunu. To je 500, 600? Ja, mislim, da je kar več letos, da je okrog milijarde, ampak to zato, ker je konec te finančne perspektive in to je možno seveda pametno locirati v neke investicije oziroma neke programe, projekte, ki lahko tudi pomagajo k zagonu gospodarstva. Vse te stvari so se delale, ne, tudi mislim, da se tukaj da nadaljevati začeto delo. Lani je bilo črpanje približno na ravni pričakovanega ali pa napovedanega, tako da tukaj je ena rezerva in druga rezerva, ki je zelo pomembna, je seveda, če bomo začeli nek resen program privatizacije, potem bodo tudi investitorji v Slovenijo prihajali, ne samo v ta podjetja, ki bi jih privatizirali, tudi v druga, tudi na borzo, tudi na finančne trge in potem bo prišel nek denar, ki lahko posluša. To je pravzaprav to je pozitivni scenarij, ne, ker negativni si verjetno... Seveda ne. Zdaj, mi smo danes vsi povedali, kaj si mislimo o teh predstavitvah, ampak to je treba zavzeti kot neka dobronamerna priporočila in vsi skupaj si moramo želeti, da bi vladi vendarle uspelo. Negativni scenarij je pa v bistvu ta, da se ne bomo uspeli zadolžiti in da bomo morali prositi za pomoč in potem bo pač trojka določila, kaj se bo prodajalo in kaj. Ja, to je pač negativen scenarij. Morda bi bila ekonomska politika, ki bo trojka zagovarjala, komu tudi bolj všeč od tega, kar smo danes poslušali, ampak vseeno jaz bi si želel, da bi se lahko temu izognili. Da sami rešimo stvari. Dobro, jaz se vam seveda zahvaljujem, ne, želim vam vse dobro v tem prehodnem obdobju, verjetno političnih ambicij, kot vidim, niste opustili in bi rekel, nasvidenje v naslednji vojni, kot se temu reče. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko noč, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost.